Lep pozdrav, moj ime je Miran Peterman in dobrodošli v Recharge Your Life TV. Sem intuitivni Recharge Life Coach. In današnja tematika bomo kar nadaljevali z našim partnerstvom in varenjem. Dobili smo nekaj vprašanj na to temo, najbolj je izstopalo vprašanje, kako se pomiriti s tem, da si prevaral partnerja, kako dejansko živeti naprej. V bistvu, pred samo oddajo sem si pogledal nekaj člankov na internetu, obstaja ogromno neke literature, ogromno nekih hipotez, kako, zakaj varamo, kje so razlogi, kako narediti. Glejte, namen naše oddaje ni, da je tukaj neka filozofija. Absolutno niti ne želimo postati nek nov kozmopolitan, da delimo neke, bi rekel, take popularne nasvete, ampak dejansko, da se soočimo z resnico, da se soočimo z življenjem. Ker dejansko, ko v partnerstvu nastopi problem, potem ni čas, da sedaj, naprimer, ponavadi partnerka se pride in pravi, joj, imam probleme v partnerstvu, partner se ne zanima več toliko za mene, kaj ne naredim. In v tistem trenutku zadnja stvar, ki pomaga, je, da rečem, joj, uboga reva, veš, baraba, prasec, se veš, kakšni smo moški, pa vse to. Seveda mogoče na prvo, rekel, v prvi minuti gremo malo na bolj mehek pristop, ampak potem pa dejansko moramo pogledati dejstva. Zakaj se je zadeva zgodila? Nobena stvar se ne zgodi čez noč. Vse, kar se zgodi, je dejansko se dogajalo že nekaj časa. Zakaj se nam pojavijo nenadoma partnerski problemi? Partnerski problemi nikoli niso nenadoma. Ravno tako niso nenadoma problemi v življenju, v poslu. Vse se dogaja z nekimi malimi koraki in če bi imeli dejansko oči, če bi gledali in kasneje mogoče, če vprašamo naše najbližje, ali ste vi opazili in zakaj nam niste tega rekli, bi nam lahko povedali, da zadeva se je že nekaj časa dogajala. Majhni koraki, majhna nezadovoljstva. Pogledali smo partnerstvo, ključ je v energiji. Vsi želimo energijo. In dejansko, ko ni nekega pravega pretoka energije, začnemo gledati, ok, kje pa sedaj lahko dobim to energijo. Druga zgodba je sedaj, a je to prav ali ni prav. In kaj lahko naredimo. Kaj lahko, neka stranka me je vprašala, kaj lahko dejansko naredim, če ne morem tega zaustaviti. Težko rečem. Seveda, večje zgodbe so pač potrebne zdravljenja, novega razumevanja življenja. Z male zgodbe lahko primerjamo s čokolado. Kaj pa narediš dejansko, če se ne moreš ustaviti čokoladi? Greš in poješ čokolado. A ni tako? In potem, nekje sem slišal celo pameten nasvet, da če uživaš, ko ješ čokolado in si resnično hvaležen in srečen, potem te čokolada niti ne zredi. Ne bomo rekli, da so te zadeve enake pri partnerstvu. Da se vrnemo nazaj k vprašanju. Kaj narediti, kako se pomiriti s temu, če je dejansko si prevaral partnerja, si prevaral partnerko, kako potem živeti s tem naprej. Prva zadeva je, da dejansko pogledamo, ali se je to zgodilo enkrat, ali se to dogaja stalno, ali imaš te stvari še vnaprej v planu. Ker če zadeva se je zgodila, ne vem, splet nekih okoliščin, karkoli že neka zgodba je bila, zakaj se je to zgodilo, ponavadi se neka stvar nabira in ker nismo pozorni in ker te zadeve ne rešujemo, potem je zadeva enostavno premočna in se ne moremo upreti. In potem, če se je že zgodilo, pač rečemo v redu, vse se je za nek način moglo zgoditi, kaj se lahko iz tega naučim in kaj lahko naredim naprej. Če te maksimalno razjeda občutek krivde, kaj v tem trenutku lahko rešiš? Če si, naprimer, bi rekel, veren, krščanske vere, greš in se spoveš v cerkvi, najdeš nekoga, ki ti pomaga razumeti to zadevo, da se rešiš tega bremena. Ali ima smiselno to, da to govorimo partnerju? Vse je odvisno. Poglejte, ogromno situacije v nekih partnerskih zgodbah, ko partnerka dejansko sluti, da jo partner vara ali obratno in potem začne, ne bom rekel, najedati
partnerja. Daj mi povej, a me varaš, pa priznaj mi, pa se bo to. Ne. In potem toliko časa pritiska in potem mi pove, ja res, oprosti, plej, varam te. Ne. Joj, sem vedela in potem je konec sveta in zdaj nikoli ti ne odpustim in tako naprej. In potem je on presenečen in ona seveda sama nad sabo ravno tako. Ne. Prva stvar, ki se moramo dejansko tukaj vprašati je, če želimo izvedeti resnico, ali smo pripravljeni, da to resnico prenesemo. Resnica dejansko prevzame s sabo neko odgovornost. In če dejansko partner nas vara, potem je seveda, če ugotovimo, da se je ta situacija zgodila, ali smo pripravljeni, da se usedemo, pogledamo, ok, v redu, kaj pa nama dejansko v partnerstvu tukaj ne funkcionira in potem gledava, kako lahko to zadevo pozdraviva. Rekli smo že zadnjič, ljubezen ni nek občutek, čeprav mi ljubezen enačimo z občutkom, ampak ljubezen je v prvi vrsti odločitev. Odločiš se za nekega človeka, ne? Pri poroki rečemo v dobrem in slabem, seveda te zadeve potem postanejo relativne, ampak ljubezen je dejansko odločitev. In ti moraš sam s sabo se pogovoriti, ali pod temi pogoji še lahko sprejmeš tega partnerja glede na to, kaj je naredil, ali pa je potem precej boljša varianta, da si rečeš, ok, hvala, do te točke sva prišla, enostavno tukaj je pač točka, kjer lahko zaključiva, dala sva si ogromno, naučila sva se, zahvaljujeva se drug drugemu in potem gresta vsak svojo pot. Ne. Glavni ključ, ne glede na to, kaj se dogaja, ali to naše partnersko razmerje, ali mogoče, da povežemo to še v, recimo, nekateri, ki ste v poslovnem razmerju in ne veste, ali bi tam zaključil razmerje. Bistvo vsega je, da čutiš mir. Ko dejansko čutiš, da si popolnoma miren, da nisi jezen, da nisi razočaran, da nisi to, ko lahko samo objameš človeka, mu daš roko in rečeš, ful sem ti hvaležen. Ogromno sva se naučila, ogromno sva naredila in sedaj čutim, da je čas, da pač greva narazen. Kajti dostikrat, ko pride eden izmed partnerjev do mene, ne, in je jezen na drugega partnerja, potem mu rečem, pa to je super. Zakaj je super? Dokler si še jezen, pomeni, da se boriš za partnerstvo. Dokler kričiš drug na drugega, pomeni, da si še pripravljen delati na tem partnerstvu, da si pripravljen nekaj narediti v tej smeri, da bi se zadeva rešila. V trenutku, ko ti začneš stvari gledati na način, da ti je vse eno, whatever, ne, delaj kar hočeš, pojdi kamor hočeš, mene ne briga, ne, se popolnoma distanciraš, v tistem trenutku je dejansko konec tega partnerstva. Ne. Tako da dejansko, če se je zadeva zgodila, kako se pomiriti? Enostavno se je treba sam s sabo zmeniti. Življenje je še celo pred nami, življenje je čudovito, ko imamo mi čudovit pogled na življenje, rečemo, ne? In potem se odločiš, poglej, ali bom jaz do konca dni se nažiral, ali bom do konca dni dejansko sam sebe kaznoval. Ne? Moramo razumeti, da je življenje izkušnja. Pač rodimo se, da imamo neko izkušnjo, da se naučimo. In dejansko poroka, partnerstvo, ločitev, vse te stvari so samo izkušnje. Ne? Iz nekega, poglejte, to je vse tako je, na nek način je zadeva zelo osebna in na nek način je zadeva zelo splošna. Ne? Če gledamo, naprimer, dal bom mogoče drugačen primer. Ne? Če se peljemo po avtocesti in vidimo, da je prometna nesreča. Ne? Okay. Za sekundo se zdrznemo, joj, človek je umrl, uno, tretje, ne? In se peljemo naprej. In potem zazvoni telefon in vam nekdo pove, ti si se slučajno mimo Ribnice peljal. Ja, sem. Ti, a veš, da je bil tvoj stric v prometni nesreči? Oh shit. Ne. In potem zadeva postane osebna. Ne. Do prejšnjega trenutka je bilo dejansko samo neka splošna zgodba in potem postane osebna. Ne. Isto je tukaj v nekih partnerskih srečah in nesrečah. Dokler nismo vključeni v to zgodbo, je pač neka splošna. Whatever, ok, pridejo skupaj, grejo narazen. Boš že živel s tem. Ne? Ampak potem pa, ko gledaš vse skupaj, pa rečeš, joj, meni se je to zgodilo, kako naj jaz živim, kako naj grem jaz s tem naprej. Ne?
Ampak potem zopet pogledamo, da je pač življenje mogoče samo eno izmed življenj, eno izmed izkušenj, ki jih imamo dejansko ljudje. Ne? In življenje je smrtno resno in po drugi strani je velika zabava. In mogoče v nekih drugih vlogah smo se nekoč že našli. Ne? In dejansko vse te stvari potem začnemo gledati na malo drugačen način. Ne? Ker pogledajte, partnerstvo prevara in vse te situacije bi lahko rekel kot vse podobne situacije v življenju. Ne? Če si predstavljate, da gremo mogoče en klasičen primer, ne? Si predstavljate, imamo tam 3-letne otroke, ki se igrajo. Ne? In potem, recimo, mi imamo svojega otroka poleg, ne? In potem prileti, recimo, naša hčerka, ne? In reče, mami, veš, kaj mi je rekel, igračko mi je vzel, ne? Razumete, ne? Kaj se je zgodilo, ne? In potem seveda mi, gledamo to situacijo, otroci, se veste, kako je, ne? Itak čez 10 let bo to vse drugače, boste že videli, kaj je življenje, ampak tega in tistem trenutku pač ne moremo reči in najdemo neko pametno razlago, najdemo način, da jih pomirimo, ne? Ampak po svoje si mislimo, dajte, no, saj itak, kaj zdaj tukaj nekaj tragičnega. Ampak za tiste otroke pa je moja igračka, ne? Kaj mi je rekel, veš, kaj mi je naredil. Ne? Za njih je to njihov svet in to je središče tega dogajanja. Ne? Kako naj vam sedaj razložim, da je isto vaše partnerstvo, vaša prevara, vaša, ne vem, mogoče tudi finančna situacija, ista zgodba, samo 10, 20, 30 let kasneje na mogoče nekem drugem nivoju. Moj partner, kaj mi je naredil, kaj mi je rekel, kaj se mi je zgodilo, jaz ubožca, jaz ubogi. Okay? In potem, ko stranka pride do mene, jo spet gledam in poskušam najti nek način, da razume na drugačen način to zgodbo. Ne? Ampak v bistvu ista moja igračka, ko je otrok star 3 leta in moj partner, ko si star 30, 40, 50, 60, kolikorkoli, je v bistvu na istem nivoju samo določen pogled na življenje, ki ga mi razumemo ali ga ne razumemo. V večini primerov ga ne razumemo. Ne? In če začnemo te stvari gledati na mal drugačen način, ne, potem dejansko tudi te občutki krivde in vse te stvari dobijo nek drugačen pomen in izgubijo to neko strašno tragiko. Seveda druga zgodba je, seveda, kaj rečem, kako naj si znebim občutka krivde, če stalno to delam. Če to stalno delaš, potem se moraš pa dejansko na drug način zmeniti sam s sabo, zakaj se ti to dogaja in kako boš to rešil. Kajti, če stalno varaš, ne, potem je treba zadevo nekako drugače rešiti in potem mogoče potrebuješ pomoč, ali pa potrebuješ, da te, ne vem, mogoče žena ali pa partner od tistega enkrat zasači, pa dobiš neke batine, pa te življenje mogoče na drugačen način zadevo reši. Ne? Ker, poglejte, zakaj dejansko gremo v neko zgodbo ljubic in ljubčkov v prvotnem pomenu? Ne? Ker v bistvu, poglejte, nek zdrav človek, neka zdrava ženska, niti ne pomisli, da bi recimo si partnerja delila še z neko drugo. Ne? Ampak potem nekdo, ki pa dejansko mogoče je imel neke težave v življenju ali pride v neko situacijo, pa enostavno izgubi vero, da mu pripada cel partner, da obstaja za njega oziroma za njo nekdo, ki bo lahko samo njen oziroma njegov. Jaz vedno gledam na zadevo, če pač spoznam neko žensko, in v tistem trenutku pač jaz nisem sam ali ona ni samska, pač zadeva ni namenjena, gremo naprej, bo že ta prava prišla. Ampak koliko časa lahko to verjameš? Ne? In potem pa srečaš nekoga, kjer misliš, da je ta je pa idealen, ta je pa fantastičen, fenomenalen, samo en tak in ima pač smolo, da dejansko je poročen. Ne? Bom že jaz to rešila, saj mi je obljubil vse to. Ne?
To je dejansko popolna nevera. Seveda lahko se zadeva sovpade, lahko se zgodi, da pač srečamo nekoga, v našem partnerstvu zadeva ne funkcionira, srečamo nekoga, ki nam pokaže, kako partnerstvo v resnici naj bi funkcioniralo, ne? In potem dejansko skupaj s tem partnerjem kasneje navežemo zgodbo in je potem pač on razreši svojo situacijo, mi razrešimo svoje in gremo skupaj naprej. Ne? Kajti v osnovi dejansko, če razumemo partnerstvo, če dejansko delamo na sebi, če znamo mi regenerirati svojo energijo, bistvo je tukaj v energiji. Če smo ves čas juicy, to pomeni, da smo soči, imamo ideje in dejansko se znamo zabavati v partnerstvu, potem partnerstvo ni nikoli dolg čas. Zakaj si želimo neko avanturo? Zato, ker je dolg čas v partnerstvu. Zato, ker hočemo zamenjati energijo, ker hočemo nekaj življenja, hočeš se počutiti živega. Ne? To pomeni, da bolj ko stvari razčistiš pri sebi, bolj ko delaš na sebi, bolj ko se s partnerjem dejansko začneš zabavati, potem je lahko zadeva boljša in boljša in boljša. Ne? Tukaj dejansko sploh ne govorimo naprimer o tantri in višjih oblikah spolnosti, ne? Ko dejansko z enim partnerjem se lahko vedno bolj in bolj predaš in greš dejansko preko vseh teh, do sedaj nam poznanih občutkov orgazma in vsega tega. Ne? Ampak to je spet druga zgodba, kjer te stvari absolutno, te predaje ne moreš dejansko doživeti, če kar nekaj kombiniraš in tako naprej. Ne? Ampak to je ena, taka zelo še neodkrita zgodba, ne, spolnosti. Ne. Potem dejansko niti ne bo potrebe. Ne. Zakaj bi pač imel potrebe, če dejansko gre v nekem odnosu gre samo boljše in boljše. Ne. Ker v bistvu partner, s katerim si skupaj, te dejansko vsak dan bolj pozna. In če je vsak dan bolj zainteresiran, da ti dejansko polepša življenje, da ti polepša dan, potem ni potrebe, da iščeš nekega novega. Seveda, v naših partnerstvih pa je zgodba ravno obratna, pač nabirajo se nam stvari in dejansko potem je vedno in vedno težje, ne? In potem nek izlet v neko neobremenjeno, sproščujočo okolje, ne, kjer ni nobenih obveznosti, ne, in potem tam lahko pokažeš, kdor si in dejansko potem tam res imaš neko izkušnjo svobode, regeneracije, nekega užitka. Ne. Ampak dejansko veliko večjo zgodbo, veliko globjo zgodbo dejansko lahko najdemo v nekem stalnem partnerstvu, kjer dejansko oba partnerja razumeta. Tako da varanje je dejansko, ne bom rekel šibko, seveda včasih dejansko, ne, je zadeva tako, kot sem že prej omenil, seveda je tako močna, ne, ampak kdaj zadeva močna postane? Močna postane, ko dopustimo. Ne. Isti princip je v vseh naših čustvih. Kdaj dejansko v nekem partnerstvu znorimo, kdaj se zjezimo? Ne? Takrat, ko se nam korak za korakom, korak se nam nabira in ker dejansko sproti ne regeneriramo to svojo jezo, sproti ne čistimo, kaj se je dejansko zgodilo in potem enkrat izbruhne. Joj, ti to pa to in se potem za 7 let nazaj vse skupaj. Ne? Isto je pa z ljubeznijo, ko se nabira in potem enostavno ne zdržiš več. Ne? Karkoli v življenju se že to dogaja. Ne? Razumete? Ne? Superca, potem dejansko naslednje vprašanje pa je bilo, kako dejansko najti harmonijo glede energije, ki jo porabiš za službo in ki jo imaš v partnerstvu. Fantastično vprašanje. Vsak dan se dejansko ubadamo s tem, ukvarjamo s tem. Ne? Problem v tem času je, da dejansko mi dajemo svojo življenjsko energijo za finance. To je najslabša menjava. Hodimo vsak dan v službo, menjamo svoj čas za denar, svojo življenjsko energijo. Seveda, v sodobnem svetu naslednji korak je, da menjamo svojo ustvarjeno vrednost za kapital. Ne? Ampak kako dejansko najti nek kompromis med energijo, ki jo dejansko investiramo v službo, in energijo, ki imamo potem za partnerstva? Vsakodnevno srečujem ogromno žensk, ki so ves čas v
ravno zaradi pomanjkanja energije, v občutku krivde, ker niso dovolj dobre partnerke, ker niso dovolj dobre mame. Ne? Zakaj? Zato, ker enostavno nimajo energije, nimajo časa. Ne gre. Pride domov in potem vsi še pričakujejo vse od nje. Ne? Tako da dejansko vse te stvari je treba rešiti. Ne? Prva stvar je, če je zadeva res kritična, lahko se tudi obrnete name, imamo recept za te, absolutno pomagamo, ne? Ker v bistvu prvo zadevo je, da razumeš življenje, da se lahko ti pomeniš z partnerjem, kaj je dejansko prioriteta. Hočeš denar, ne? In dejansko, ali je tisti denar resnično dovolj veliko nadomestilo za ves ta čas, za vse, kar ti daješ v tistem trenutku, in potem dejansko nimaš nobene energije več za partnerja. Ne? V bistvu oba partnerja se morata dejansko zavedati, kakšno igro igrata. Ne? Nažalost, v tem trenutku skoraj da nimamo izbire in vedno imamo izbiro. Zdaj, najboljša izbira je, da se naučite regenerirati energije. Jaz svoje stranke učim, regeneracija energije. Ne? In ko dejansko se naučiš regenerirati energije, prvič imaš več energije, drugič si potem postaviš življenjski stil, ki ti omogoča več časa zate, več časa za svojo družino in na ta način absolutno kvalitetno partnerstvo. Ne? Ampak če tega v tem trenutku nimate, pa je absolutno treba se pogovoriti z partnerjem. Poglej, situacija je taka, kako lahko zadevo zorganiziramo, kakšne so naše prioritete, posebej kar se tiče žensk, partneric, ne, ženske dejansko, na katerih bi rekel, sloni večji del tudi gospodinjskih opravil, potem dejansko še otroci, šola, ne. In je absolutno razumem, dnevno se srečujem s temi situacijami, je včasih za znoriti, ne? Ker dejansko, kako naj ženska dejansko po 8, 9, 10 urnem delovnem času najde dovolj energije še da skuha, da pospravi in da potem v bistvu asistira svojim otrokom z učenjem, ne? Prva stvar, ki ženske se morajo tukaj resnično zavedati, je, da dejansko se morajo pogovoriti z partnerjem. Ne? Ogromno žensk dejansko se žrtvuje za družino, se žrtvuje, da fizično, bi rekel, jim daje ves servis, zato, da bi dobile od njih potrditev, da bi dobile od njih ljubezen, ne? Ki jo niso dobile od svojih družin. Ne? To je dejansko en tak zelo obsežen problem. Ne? In ko ženske bolj razumejo svojo vrednost, ko bolj razumejo, odkot njihova ta vrednost prihaja in da ta edina ljubezen, potrditev, vse te stvari je same edine, ki lahko to sebi dajo, ne, in ne potrebujejo neke zunanje, potem je naslednji korak, da se enostavno s partnerjem dogovorijo, kako bodo organizirali ves ta servis. Ker če partner želi še čas za to, potem je pač treba najti neka dodatna sredstva, da se pač organizira nek gospodinjski servis ali pa karkoli. Ne. Otroci lahko pomagajo. Ne. Ogromno staršev pač ima tudi to situacijo, ker so sami v otroštvu potrebovali ogromno delati, ne, in potem želijo svojim otrokom seveda vse najboljše in potem njim ni potrebno delati. Ne. Tako da dejansko, če želite imeti več energije, prva stvar je, morate začeti gledati drugače na življenje. Če imate možnost, se oglasite, dejansko bomo lahko pogledali, vas bomo naučili, kako energijo regenerirati, vam bomo pomagali organizirati vaš življenjski stil, da dejansko postavite prioritete drugačne, postavite dejansko življenje na način, da imate več časa, ne? Da pač pogledamo, katere stvari so pomembne, katere niso pomembne, ali pa te stvari pač uredite sami. Ne? Ker na dolgi rok, če gledamo, ne, izkušnja, ki jo imamo doma, izkušnja v partnerstvu, so izkušnje, ki imamo z našimi otroci, so preveč dragocene, da bi cele dneve dejansko in vso energijo porabljali v službi. Ne. Če imate otroke, nimate otroke, ne, ali pa partnerstvo. Ne.
življenje. Ne? Ker v bistvu mi ne živimo, da delamo, ampak delamo zato, da živimo. Seveda življenje je kruto v tem trenutku, absolutno se strinjam in absolutno verjamem, da ni enostavno. Ne? Delati za tistih, ne vem koliko, par 100 evrov in potem v bistvu imeti še čas in vse za ostale zadeve. Ampak dejstvo je, če želiš, če hočeš, če resnično hočeš, boš našel pot. Ali pa boš našel nekoga, ki ti bo pomagal, da dejansko vse te stvari zorganiziraš in dejansko zaživiš popolnoma novo življenje. Tako, ekipa, dragi moji, to je bilo, kot sem rekel, namen te naše oddaje je, da dejansko poiščemo resnice v življenju, da najdemo konkretne življenjske rešitve, ne neko filozofiranje. Vesel sem vaših vprašanj, pošljite mi jih na info@miranpeterman.com. Danes smo obdelali varanje, partnerstvo, energijo, tako da želim vam čudovit dan, čudovit vikend, večer, karkoli že je. Delajte na sebi, zbudite se, življenje je čudovito, ko imamo mi čudovit pogled na življenje, ko poznamo pravila življenja. Po drugi strani je življenje kruto in življenje ni fair. Ampak ko to sprejmemo in ko vemo, da pač v teh okvirih obstaja ogromno načinov, da ga uživamo, postane čisto drugačno. Lep pozdrav in nasvidenje.